Kozorogi, lepo pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Teja in za vas bom povedala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato pač sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj, najprej bomo pogledali, kaj se je dogajalo v bistvu v mesecu februarju, zato da si nekako predstavljate, kaj je bilo tistega, kar je bilo v februarju pomembno in se bo nekako nadaljevalo v mesecu marcu. Potem pa bomo pogledali še za vsak teden meseca marca posebej. Zdaj, v februarju imamo kot splošno karto osmico kelihov, prvi teden marca imamo trojko mečev, drugi teden marca imamo devetico mečev, tretji teden marca imamo šestico kelihov in četrti teden marca imamo Vera. Ok, dajmo pogledati zdaj s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke. Kaj se bo dogajalo v vaših življenjih, da bo povzročilo v vas te energije. Bom jaz to kar takole. Evo. In s temi kartami bomo pogledali lekcije, zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kaj vas življenje s temi lekcijami hoče naučiti. Tukaj imamo karto hudič. Kaj imamo že tlele? Aha, cesarja. Ok, to so v bistvu samo taki, ki meni nekako pomagajo. Evo, tle imamo še enega cesarja. Torej, to bo za vas zelo močen mesec, kozorogi, jaz mislim. Ok, dajmo pogledati. Mesec februar je tukaj bil, da ste se od nečesa odmaknili. Nekaj ste zaključili in ste izbrali neko novo pot. Neko pot, ki se zdi malček bolj nesigurna, nestabilna. Nekako se vam zdi bolj nekako mi je prišla beseda fantazijska, ampak jaz ne bi rekla s tem karkoli narobe. Jaz mislim, da v bistvu glih to nekaj dobrega, kar delate v vašem življenju, ker v bistvu jaz mislim, da je pomembno, da gremo vedno izven nekih poti, ki nam jih začrtajo okolica, ljudje, civilizacija in vse ta sistem trenuten. Pač prav je, da gremo, da izbiramo neko svojo pot, tudi če se nas zdi mogoče malček nerealistična. Itak potem, ko delamo korake naprej, nekako spoznavamo lekcije in se sproti učimo. Tako da definitivno zaenkrat izgleda nekaj obetavnega tukaj pri vas, kozorogi. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo. Tukaj imamo devetico mečev obrnjeno, desetico kelihov obrnjeno in štirico novcev. Zdaj, tukaj videti, kot da se vam je v mesecu februarju zgodilo nekaj, kar je v vas vzbujalo dosti nekih dvomov in strahov, nekako neki notranji konflikti, mogoče ste se počutili, mogoče ste izgubili neko samozavest ali kaj takega, mogoče so se zgodili neki konflikti, ki so vas na nek način spravili do tega, da ste se počutili manj močne ali kaj takega. Ampak, kot je videti, ste na koncu uspeli najti nek smisel v vsem tem dogajanju. Mogoče ne vsi kozorogi, zato ker imamo tukaj obrnjeno na desetico kelihov narobe. Nekateri kozorogi ste prišli do tega spoznanja, da je to v bistvu nekaj lepega, kar se vam je zgodilo in da vam je to odprlo v bistvu neko poglavje, ki nekako nakazuje na nek lep konec. Na nek pač varianta živela sta srečno do konca svojih dni, ampak to ni nujno, da samo v odnosih, to je lahko tudi pač lahko nek poslovni projekt, ki se vam tako lepo razvide, da veste, da bo to nekaj trajnostnega, nekaj, kar vam bo prinašalo še dolgo časa neko veselje, neko stabilnost in tako naprej. Zdaj, kot sem rekla, nekateri kozorogi ste mogoče prišli do te ugotovitve, nekateri mogoče še ne. V vsakem primeru ste se proti koncu meseca nekako zapirali vase, nekako ste iskali tisto, kar vam je nekako ostalo. Jaz bi rekla, da te konflikti in vse to, kar se vam je dogajalo, da je na nek način odstranilo iz življenja neke stvari, ki so se vam zdele samoumevne, ampak kar naenkrat to puf in tega ni bilo več. Nekako tak občutek imam. In na koncu tisto, kar vam je ostalo, ste nekako ste se bali še to spustiti. Še tiste stvari, ki so se vam zdele, da uhajajo, ste si jih nekako prizadevali obdržati pri sebi. Kaj pa je bila lekcija? Tukaj imamo
palic in devetico kelihov. Ja, življenje vam hoče povedati, da tukaj se vam je zgodilo nekaj lepega. Tukaj je bilo pomembno vaša lekcija, da ostanete otroški, da ostanete polni nekega zagona in motivacije in da sledite tem vašim ciljem. In devetica kelihov tukaj nakazuje na to, da se vam je zgodilo nekaj lepega v življenju, da se vam je zgodila neka uresničena želja mogoče ali pa da se je nek projekt zaključil in pokazal neke konkretne rezultate. Mogoče ne zdaj ful velikih rezultatov, ampak videti je, da tukaj ste dosegli neko srečo. In pomembno je, da se tega zavedate. Zdaj, kaj ta štirka kelihov tukaj pomeni točno, zdaj recimo kakšni kozorogi, nekako imam občutek, da preveč se držite tega, kar vam je še ostalo. Mogoče pa je to nekako kaže na to, da ste v bistvu ponosni na to, da vam je ostalo tisto, kar res, tiste stvari, v katere resnično verjamete. Dajmo pogledati v prvem tednu marca, imamo tukaj trojko mečev, kar nekako nakazuje na neko razočaranje. In če se ne motim, ste imeli že kozorogi v februarju v prvem tednu neko razočaranje, tako da zanimivo. Dajmo pogledati še, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo kralja mečev, desetico mečev in osmico kelihov obrnjeno, ponovno osmica kelihov. Ja, tukaj vidite, da v bistvu boste zelo ostri, kozorogi, nekaj boste si prizadevali spraviti v red in tukaj ne boste imeli milosti, nekako tako zelo nečustveno boste pristopili do neke situacije, zelo agresivno, ne v smislu fizično agresivno, ampak bolj v bistvu z dejanji in besedami boste pokazali, da tukaj ne mislite spuščati nobenih mej. Tukaj boste zelo preudarni in točno boste vedeli, kaj si želite in kaj želite doseči. Ampak ne vem, če bo to mogoče lih pravi pristop, zato ker tukaj pride do neke bolečine, nekaj se bo zaključilo in jaz mislim, da to točno tisto, kar vam bo v vaše življenje prineslo neko to žalost, neko razočaranje. Ampak ta karta je v resnici zelo dobra, zato ker kaže na to, da je v bistvu konec nečesa, kar nas je dolgo časa bremenilo in potem že v bistvu vidimo, da je pred nami nek sončni vzhod, nekako prihaja sonce po nevihti. In ja, kljub temu, da bo ta teden mogoče za vas, kozorogi, malček bolj naporen, je videti, da boste dobili to moč, da mogoče končno zapustite nekaj. Zdaj tukaj v februarju ste se že podali proti neki poti, ampak tukaj ne bi rekla, da ste prišli do nekega končnega zaključka, da ste res pustili za sabo vse, kar vam več ne funkcionira. In jaz mislim, da boste to naredili konec prvega tedna, torej nekje okrog 7. marca. Boste pripravljeni res pustiti tisto, kar vas več ne osrečuje in stopiti naprej. Da vidimo, kaj imamo tukaj kot lekcije. Imamo asa palic in dvojko mečev. Zelo možno, da boste tukaj dobili neko novo energijo, novo zavedanje, kako nekaj v bistvu nadaljevati, kako stopati naprej proti nekim korakom. Možno je tudi, ker imamo dvojko mečev, da se tle pojavijo neke dve odločitve, neke dve možnosti. In ena od teh možnosti zna biti zelo dobra, ena pa ne tako zelo dobra. Ampak nekako imamo občutek, da tukaj ne boste znali prepoznati, katera odločitev je boljša. In glede na to, da imamo tukaj osmico kelihov obrnjeno narobe, lahko tudi pomeni, da nekateri kozorogi boste takoj sledili tej boljši opciji, nekateri pa v bistvu boste tukaj še ostali nekako zmedeni. In ja, ker imamo tukaj devetico mečev, definitivno lahko nakazuje na to, da se boste v drugem tednu še nekako obremenjevali s tem, katero pot izbrati, oziroma če je ta pot, ki ste jo izbrali, res dobra in prava pot. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo karto sodba, karto sedmico kelihov obrnjeno in svečenik. Zelo pomemben teden in v bistvu ima dosti znamen v tem tednu same take pomembne karte. Tukaj kaže, da boste dobili neko novo zavedanje, neko sporočilo iz vesolja je to lahko. Recimo, sporočilo iz vesolja pomeni, da preko neke osebe ali pa preko nekega dogodka dobite neko novo zavedanje, da vam uspe nekaj dati ven iz sebe. Se pravi, nekaj, kar ste v sebi držali, kar ste skrivali mogoče, ali pa enostavno, da dobite neko zavedanje, da ste na pravi poti in da sledite potem temu poslanstvu, recimo, ali kako bi rekla. In
Problem pa bo, ker tukaj boste imeli še en kup enih vprašanj, nekako ne boste čutili neke sigurnosti v tej vaši odločitvi in to bo v bistvu v vas povzročalo vse te neke dvome in nesigurnosti, te neke notranje strahove. Ampak tukaj pride do njene pomembne združitve in jaz bi rekla, da to je ta združitev s to vašo novo potjo. Tukaj boste dosegli neko stabilnost, trdnost, ampak tukaj gre za neke tradicionalne stvari, torej tukaj gre za neke pogodbe, za neke zaroke, poroke, torej nekaj tradicionalnega, nekaj v tem stilu. In pol imamo kot lekcijo imamo štirko, torej cesarja in sedmico kelihov ponovno, kot smo imeli že tukaj, kar pomeni, da bo vaša lekcija v bistvu ravno to, da se ne obremenjujete s temi nekimi možnostmi, ampak da nekako zagrabite življenje v svoje roke in se zavedate tega, da v bistvu kreirate življenje sami. Tako da kljub temu, da neka možnost bo kazala kot dosti nekih možnih izidov, se morate zavedati, da na koncu bo izid tak, kot si ga boste sami ustvarili. In to nekako tako pomeni. Zdaj, če se ti odločiš za neko pot in si rečeš recimo, ali pa dajmo reči, ker najbolj enostavno je to za odnosi, recimo pride neka oseba in ti je na nek način všeč, ampak hkrati recimo je ful drugačna od tebe in nekako ne veš, kaj pričakovati od te osebe in vidiš pluse in vidiš minuse, to je lahko recimo poslovni partner ali pa neka tudi ljubezenska oseba, ne, lahko tudi nek projekt. Torej vidiš pluse, vidiš minuse in nekako ne veš, kam te bo ta pot pripeljala, ta oseba, ta projekt. In zdaj tako, če boš ti imel dosti nekih negativnih občutkov glede te situacije, če boš imel občutek, da si manj vreden, da nisi dovolj dober, da nisi sposoben, da nisi vreden ljubezni ali pač vreden uspeha, karkoli, boš pozavestno izbiral take odločitve, ki te bodo na koncu pripeljale do rezultata, ki ti bo potrdil, da nisi vreden, da nisi sposoben, da nisi to, da nisi ono. Če pa se ti teh občutkov znebiš in če se zavedaš, da si sposoben, da si vreden, da si to zaslužiš, da ti lahko uspe, boš pozavestno izbiral take odločitve, ki te bodo na koncu pripeljale do takega rezultata, ki bo potrdil to, da si pač to zaslužiš. Nekako tako. In tukaj bo pomembno, da se v bistvu ne obremenjujete s temi možnostmi, ampak da se zavedate, da lahko vplivate na končni izid s tem, kako se počutite in s tem, s kakšnimi čustvi pristopite do neke situacije. V tretjem tednu imamo karto šestico kelihov, kar v bistvu nakazuje na jaz bi rekla tukaj celo možno neka sorodna duša. Šestica kelihov dostikrat nakazuje na neko sorodno dušo. Oziroma tukaj gre lahko tudi, če imate otroke, gre lahko tukaj za kakšno povezavo z otroci. Zdaj odvisno, zdaj tudi ne vem, dajmo pogledati, kaj se bo tukaj dogajalo. Imamo paža novcev, imamo štirko mečev in viteza kelihov. Zanimivo. Tukaj se nekaj, da bo prišlo do neke združitve, do neke mogoče pogodbe. Čeprav v bistvu ta svečenik ni nujno, da je pogodba. Tukaj gre lahko za neko znanje, neko tradicionalno znanje. Torej, jaz mislim, da v tem drugem tednu boste te možnosti, nekako boste dobili to moč v glavnem. In jaz tukaj zdaj vidim tako. V tretjem tednu vidim neke dve možnosti. Ena se vam bo zdela nekako taka zelo dobra, pač nič. Jaz sem tule občutek, kot da boste prišli v vaše življenje dve možnosti in vi se ne boste vedeli, kako odločiti. Zato, ker imamo glih takole, recimo, če pogledamo, imamo tukaj eno osebo, ki gleda proti tej strani in eno osebo, ki gleda proti tej strani. Tukaj tale oseba pa stoji na miru. In nekako mi te karte govorijo, da bodo do vas prišle dve možnosti, dve osebi, dve možni poti. In ena oseba bo delovala tako, nekako
se bo videlo, da je še neizkušena, da še nima nekega konkretnega znanja, ampak to, kar bo ponudila, se bo zdelo obetavno, se bo zdelo nekaj dobrega, se bo zdelo nekaj zanimivega. Po drugi strani pa bo prišla tukaj ena oseba, ki bo nekako bolj čustveno vpletena, bo nekako delovala bolj izkušeno od te prve osebe, ampak vse skupaj bo delovalo tako nekako neoprijemljivo. Mogoče preveč naporno, preveč vam bo dalo občutek nekih prevelikih izzivov. In jaz mislim, da tukaj nekako ne boste se vedeli, kako odločiti, ampak jaz bi rekla, da boste odgovor našli v preteklosti. Da boste v bistvu v preteklosti zdaj, veste kaj, jaz bi tukaj še malo pogledala, ker te karte zdaj, ne vem, dajmo takole narediti kupček en. Bomo dali še 3 karte tukaj. Torej ja, ena v bistvu priložnost bo taka, da ta, ki bo delovala malo manj izkušena, oziroma ta oseba, oziroma pač situacija, vas bo na nek način postavljala pred neke preizkušnje, ker se boste mogli izkazati in nekako pokazati, da stojite z nogami trdo na tleh. Nekako tako. Zdaj ta druga možnost, ki pa sem rekla, da je bolj nekako čustvena, pa se bo zdela, v bistvu vam bo dala občutke, kot da se lahko znebite nekih omejitev, v katere ste bili prej zapleteni, ampak jih niste videli. Niste našli izhoda iz teh situacij. Zdaj, težko se boste odločili, ker bodo v vas tukaj neki strahovi prihajali na površje. In dajmo pogledati, kaj so lekcije. Tukaj imamo kraljico palic in trojko mečev, kar na nek način nakazuje na to, da okej, torej pomembno bo, da tukaj ostanete optimistični in pozitivni in dejansko nekako kraljica palic je taka, ona točno ve, kaj hoče in ona nekako sledi temu, kar začuti, da je prav. In to bo nekako vaša lekcija, da sledite temu, kar začutite, da je prav, in da se ne obremenjujete z nekimi razočaranji preteklimi. Mogoče je to razočaranje vezano na prvi teden, ampak tukaj je pomembno, da se ne osredotočate na ta razočaranja, da nekako premagate to. In zdaj iz teh 2 možnosti, katera bi bila boljša, dajmo pogledati zdaj v bistvu 4. teden, ko imamo karto vera. V 4. tednu v bistvu dobite neko znanje, to je v bistvu ta ista karta, ko smo imeli prej tukaj, ko sem govorila o tej stabilnosti, o tej neki pač združitvi, tradicionalnosti. Ampak ne vem, kaj bi to. Torej tukaj imamo sodbo, imamo trojko kelihov in imamo petico mečev. Definitivno bo tukaj v bistvu ta priložnost, jaz sem občutek, kot da boste še v 4. tednu nekako premlevali, katero opcijo izbrati. In nekako imam občutek, da nekateri kozorogi boste celo našli možnost, kako sprejeti obe odločitve, ampak tukaj nekaj ne bo štimalo. Ker na koncu vidite, da boste, kot da boste obe priložnosti nekako skenslali. Ne vem, zdaj te karte so še tako, do tukaj se še marsikaj lahko spremeni, ampak dajmo pogledati, kaj so lekcije. Lekcija so karte zvezda in karta sedmica mečev. Ja, tukaj bo pomembno, da si vzamete tisto, kar vam pripada, in da nekako dogodki vas bodo vodili do tega, da vam bodo dali neko novo upanje, in pomembno je, da si tle izberete tisto, kar vam pripada. Ampak ne vem, tukaj mi to zdaj še ni jasno in čisto možno je, da je zato, ker pač dosti kozorogov, pač vsak ima neko svojo pot, vsak ima neko svoje preizkušnje, ampak dajmo pogledati recimo te 2 možnosti.
kaj se tlele kaže. Recimo ta možnost, ki izgleda bolj nekako stabilna, čeprav manj izkušena. In ta možnost, kaj lahko pričakujemo, če izberete to možnost, ki bo nekako bolj čustvena, ampak nekako se bo zdela preveč iluzionistična ali kaj takega. Aha, definitivno tukaj bo boljše, če izberete to možnost, ki zdaj tako, če izberete to možnost, boste nekako obtičali na neki točki. To je ta možnost, ki se neka oseba, ki izgleda mogoče malo manj izkušena, ampak ima neko bolj stabilno ponudbo, nekaj bolj konkretnega vam prinese. Sicer ne deluje spet nekaj trajnostnega, nekaj dobrega, nekaj absolutno fantastičnega, ali kako bi rekla, ampak je videti, da tukaj boste mogli v bistvu nekako, bo ta priložnost od vas zahtevala, da pokažete neke meje, da določite neke nove meje, da mogoče bo tle nekdo celo pritiskal na vas, da nekako premaknete meje na neko, pač da spustite meje na nek tak način, ampak hkrati vam bo ta priložnost nekako vas bo držala na mestu. Tako jaz to vidim, no. Vas bo držala na mestu, da ne boste mogli stopiti naprej ali pa celo boste obžalovali, da ste izbrali to možnost. Zdaj spet odvisno. Zdaj ta druga možnost, ta pa je taka bolj čustvena. Tukaj gre za neko osebo, ki je mogoče malček bolj izkušena. Ne bi rekla, da gre za dosti bolj izkušeno osebo, zato ker vam opažam viteza, ne, če bi bili kralj pa kraljica, bi to kazalo neko bolj stabilno možnost, ampak ker imamo viteza, gre tukaj za neko osebo, ki je bolj izkušena od te prve ali pa situacijo, ampak na splošno njena ponudba ali pa pač ponudba te osebe se bo zdela taka, ma ne vem, tle se mi zdi skoraj kot da bo malo smešna. Ampak po drugi strani dobivam neke take občutke, kot da je to nek vaš rešitelj. Torej, kot da vas bo ta situacija nekako rešila nekih teh omejitev, ki jih imate, ki ste jih imeli do zdaj. Nekako vam bo pokazala, da imate v življenju moč, da se znebite nekih omejitev. In to vam bo dalo tudi dosti energije, da stopite naprej proti prihodnosti. Tukaj videti, da boste zagnani. Zdaj tukaj spet so tukaj kakšni konflikti, nastanejo v tej situaciji, ampak ne bi rekla. Mislim, zdaj tako, jaz tukaj iskreno, ne vem, upam, da ste, če se bodo pojavili dve možnosti pri vas, upam, da nekako boste znali razumeti, katera je katera. Definitivno pa bi jaz rekla, da se odločite na podlagi vaših čustev, tisto možnost, izberite tisto možnost, ki bo vas, ki vas bo na nek način bolj osrečevala. Zdaj tukaj imamo petico mečev, petico kelihov, o moj bog, novcev. In je videti, da mogoče ta neka opcija vas bo na nek način oropala nečesa, ampak hkrati boste pol dobili nekaj novega, kar vam bo v bistvu tudi pomagalo razrušiti vse tiste stvari, ki več ne funkcionirajo v vašem življenju. Ne vem. Zdaj ta del zadnji je tako malček mogoče smo prišli predaleč, ker vseeno do tukaj se lahko še marsikaj spremeni. Ampak mogoče nekaterim kozorogom bo prišlo prav. Kozorogi, hvala, ker ste bili v moji družbi. Stisnite mi kakšen like, če vam je bilo všeč, in pridite še kaj čez mesec pogledati te napovedi, zato ker enkrat, kadar se neke situacije že odvijajo, je potem lažje te interpretacije nekako povezati z nekimi konkretnimi dogodki, ki so se že zgodili, in potem tudi lažje predvidiš, kaj se bo dogajalo naprej. Hvala in se vidimo čez slab mesec.